Lepo pozdravljeni. V prispevku smo pripravili pregled pomembnih mednarodnih kulturnih dogodkov gluhih, ki so potekali v zadnji tretjini starega leta 2012. Ostanite z nami. Na Irskem je v Dublinu potekal prvi irski filmski festival gluhih, kjer so predvajali celovečerni film z naslovom The Hammer. Film je zasnovan na resnični zgodbi o Mattu Hamilu, težko naglušnem borcu UFC, ki se je rodil v slišeči ameriški družini. Poleg tega filma se je na prvem irskem filmskem festivalu zvrstilo še 34 filmov iz Anglije, Španije, Nemčije, Amerike, Švedske, Švice in Avstralije. Predvajali so dokumentarne filme, drame, eksperimente in komedije. Na Evropskem gledališkem festivalu Invalidov Orfej, ki letos praznuje že 10. obletnico obstoja, so priredili gledališke predstave, ki so se zvrstile v začetku oktobra v Versaillesu v Parizu. Na festivalu so sodelovali različni invalidi na vozičkih, gluhi, slabovidni, duševno in telesno zaostali umetniki iz Francije, Španije, Nemčije, Škotske in Belgije. Na festivalu sta sodelovala tudi dva gluha umetnika. To sta bila Ramesh Meyapan, akrobat umetnik iz Škotske, in Josef Michael Kreutzer, pantomimik Jomi iz Nemčije. Več o tem na Avstralska skupnost gluhih iz Novega Južnega Walesa je v Sydneyju konec oktobra organizirala Deaf Festival 2012. Moto festivala se je glasil: Znakovna dvojezičnost je človekova pravica. Organizatorji so poudarili, da je festival dobra priložnost za slišeče, da še bolje spoznajo gluhe in njihove potrebe, vzpostavijo in vzdržujejo dober stik z gluhimi, ter da je tudi gluhim treba omogočiti enake in poštene možnosti na delovnem mestu. Več o tem na V Milanu v Italiji je potekal tretji bienale Hipocampus Čak, na katerem se je zvrstilo kar 19 različnih filmov. Od tega je bilo predstavljenih 8 filmov iz Velike Britanije, 4 filmi iz Španije, 3 francoski filmi, 2 italijanska, 1 nemški in 1 malezijski. Več o tem na Na Slovaškem se je od 26. novembra do 2. decembra 2012 odvijal 6. mednarodni festival kulture svetega Frančiška Saleškega v Nitri, najstarejšem mestu na Slovaškem. Na tem festivalu so poudarili dejstvo, da je kultura tista, ki povezuje na prvi pogled nerazdružljivo različnost med gluhimi in slišečimi. Namen festivala je tudi ohranjanje ter razvijanje kulturne dediščine ter kulturnih vrednot gluhih po vsej Evropi. Več o simpoziju, konferenci, delavnicah, razstavah in drugem na Na Ameriški univerzi gluhih Gallaudet je 13. novembra potekalo svečano predavanje ob stoletnici ustanovitve in delovanja organizacije Scouting,
katere ustanoviteljica je bila gluha Juliette Gordon-Love. Ob tej priložnosti je letos ponovno izšla knjiga z naslovom On My Honor: Real Life Lessons from America's First Girl Scout, v kateri avtorica Shannon Henry Kleiber bralca seznani z navdihujočimi zgodbami ustanoviteljice, ki je bila prepričana, da je treba dekleta in ženske učiti oziroma spodbuditi k temu, da se ne zanašajo na svoje može in očete, ampak da se raje zanašajo nase. Novo knjigo v angleškem jeziku lahko naročite tudi preko spletne knjigarne. Od 30. novembra do 1. decembra 2012 se je v Stockholmu na Švedskem odvijal Dove Film Festival 2012, kjer se je zvrstilo 6 filmov iz različnih držav, in sicer 4 filmi iz ZDA, en film 5 krajših filmov iz Velike Britanije in en nizozemski film z naslovom Tiho poželenje plus 170 hercev, ki je osvojil prvo nagrado občinstva. Film govori o brezpogojni ljubezni med gluhim 19-letnim Nikom in 16-letno gluho Ivi, ki sta zato, ker so starši nasprotovali njuni ljubezni, ušla od doma in se odločila, da bosta vzgojila svojega otroka. Od 4 ameriških filmov izpostavimo film z naslovom If You Could Hear My Tune, ki v ospredje postavi odnos in ljubezen med slišečim glasbenikom in gluhim dekletom. Drugi ameriški film z naslovom Gerald pa prikazuje globoko in čustveno zgodbo o mladeniču po imenu Corey, ki si močno želi spoznati svoje družinske korenine. Nekega dne res odkrije, da ima avtističnega in gluhega dedka, ki ga še nikoli ni srečal. Odloči se, da bo z njim vzpostavil stik. Več o samem švedskem filmskem festivalu na devetindvajsetega in 30. decembra 2012 se je v Mumbaju v Indiji odvijal 3. indijski Death Expo 2012, ki je v svoj program vključil tudi zelo širok izbor dogodkov. Obiskovalci so na primer lahko odločili za ogled različnih kulturnih programov, kot so poslušanje navdihujočih zgodb, dramske uprizoritve, umetniški plesi, poezija v znakovnem jeziku, smešne zgodbe, kvizi, večerni filmi, kreativne predstavitve, pantomima, komedije in drugo. Več o tem na Prišli smo do konca našega potovanja po zelo bogatih kulturnih dogodkih in festivalih gluhih po celem svetu. Vljudno vabljeni k ogledu drugih prispevkov na naši spletni TV. Hvala za pozornost in kmalu nasvidenje.